Če karta sama skoči ven iz kompleta, obvezno tisto karto vzemi, ker to pomeni, da so varuhi zavesti komaj čakali, da ti pokažejo, kdo je vodnik, ki bo predal to sporočilo. Od znotraj čist žarim, ko sem včeraj dobila ta paket kart, sem jih 4-krat vse se dotaknila, šla po vrsti, vsako karto začutila, prebrala, čeprav sem jih sama skanalizirala in točno vem, kaj piše na kakšni karti. Sem mogla iti vse čez in potem sem jih dala kar na nočno omarico in sem spala z njimi, zato ker so takšne močne energije v tem kompletu kart shranjene in ti bom povedala zakaj in komaj čakam, da ta paketek, te energije pridajo do tebe, pridajo do tvojega doma, do tvojega življenja in napolnijo s to močno vibracijo. Hvala Doris, hvala Sami, živjo. Tako da evo, zdaj mislim, da smo se zbrali, zdaj smo tukaj in gremo v ta današnji dogodek. Zelo sem vesela, ne glede na to, da nam danes tehnika ne dela najboljše, je čisto vseeno, zato ker je v bistvu tisti namen, zaradi katerega smo se zbrali, je tukaj in to so te naše orakelske karte. Zelo dolgo časa sem imela željo skanalizirati orakelske karte. V svojem zadnjem desetletju delovanja kot medij sem noro veliko sporočil že skanalizirala, zelo veliko različnimi duhovnimi vodniki, nadangeli, angeli, boginjami sem sodelovala, ko so mi prenašali sporočila in sem imela tako v sebi željo, jaz si želim imeti svoje orakelske karte. In se spomnim, ko sem bila pred 10 leti na enem izobraževanju v Londonu. Izobraževanje je bilo v bistvu vezano na to, kako izdati svojo knjigo, ker seveda jaz že odskoč želim izdati svojo knjigo. In isto orakelske karte, a ne? In sem bila tam na tistem izobraževanju in so sprejemali vprašanja in sem pač jaz postavila vprašanje, da si jaz želim izdati orakelske karte. In če lahko pač mi dajo nasvet za pač izdajo orakelskih kart. In me je takoj prekinil tisti, ki je vodil ta event in je rekel, ne, ti moraš imeti najprej izdano svojo knjigo, potem pa šele lahko, ko imaš par knjig za sabo, lahko izdaš orakelske karte. In sem bila čisto presenečena, zakaj bi mogel najprej narediti 10 knjig, predno izdaš orakelske karte. In je rekel, ja zato, ker ljudje pač v založništvu in ljudje, ki pač kupujajo karte, noben ti ne bo izdal kart, če ne boš imela ti prej pač kakšne knjige za pokazati, da si avtor, katerega ljudje želijo brati. In se spomnim, da sem takrat šla domov in sem si mislila, to je pa res smotan, da je taka v bistvu praksa. Ampak sem si rekla, veš kaj, v bistvu je čisto vsem, kakšna je praksa, jaz bom sledila mojemu notranjemu vodstvu, sporočilom, ki prihaja skozi mene in ne glede na vse, jaz bom šla v izdajo kart. In ko smo se letos odločili z ekipo, da je letos pravo leto, da izdamo karte, nisem vedela, da bom letos ne samo da izdala karte, ampak da bom letos tudi napisala knjigo. Tako da, evo, letos izidejo tele karte, začetek drugega leta, pa še moja prva knjiga. Tako da, zdaj bom imela vse, kar je tisti založnik takrat rekel, da rabiš imeti, ampak ne zaradi njega, ampak zato, ker se je tako božansko vse sestavilo. Tako da danes imam noro veliko informacij za vas, ampak dajmo se osredotočiti na karte, o knjigi boste pa še zvedeli, prav? Tako da, kaj so pravzaprav orakelske karte varuhi zavesti? Orakelske karte so pravzaprav karte, ki nosijo sporočila, kanalizirana sporočila duhovnih vodnikov, da si ti s temi sporočili lahko prineseš jasnost v življenje takrat, kadar rabiš odgovore. Vsak od nas se kdaj znajde v situaciji, ko ne ve, kako naprej, rabi jasnost, rabi odgovor na svoje vprašanje in vsi vemo, da lahko greš vprašati prijatelja, lahko greš vprašati partnerja, ampak tista prava sporočila, tisto pravo vodstvo pa pride od znotraj, iz nas.
Ker ljudje okrog nas nam bodo dali jasnost oziroma odgovore vezano na to, kakšne so njihove izkušnje. Ni pa nujno, da so njihove izkušnje dejansko skladne s tvojo dušno potjo. In zato je v bistvu naša naloga, da se obračamo navznoter, da gremo vase po odgovore. Pa še vedno včasih, tudi ko gremo vase po odgovore, jih tam ne najdemo. In takrat v bistvu mi potrebujemo vodstvo duhovnih vodnikov, da nam oni dajo jasnost, da nam oni dajo odgovore. In kot medij, jaz imam to sposobnost in marsikdo med nami, ki je odprl svojo povezavo z duhovnim vodstvom, prav tako ima sposobnost, da takole pride do odgovorov, do jasnosti, ker vstopi v svoj kanal, skanalizira odgovor. Ampak, če tega daru še nisi razvil ali pa še ne zaupaš popolnoma vanj, kaj pa v takem primeru najbolj že narediš? To, da povlečeš orakelsko karto. Sploh takšno, ki nosi kanalizirano sporočilo. Kaj pomeni, da so te karte kanalizirane? To, da sem se kot medij povezala z duhovnim svetom, z varuhi zavesti in skanalizirala njihova sporočila. V tem kompletu je 66 različnih sporočil, 66 kart. Bomo skupaj odprli, da boste videli te karte. Hkrati pa so mi za ta komplet varuhi zavesti predali karte z strani 26 različnih duhovnih vodnikov. In kar te čaka v tem kompletu so odgovori na vsa področja tvojega življenja, v katerih se znajdeš in za katere potrebuješ jasnost. In če torej kar iz prve takoj odgovorim, ali lahko, ko iščeš jasnost, ko se znajdeš v situaciji in rabiš odgovor, vprašaš orakelske karte in dobiš odgovor? Seveda, temu so karte namenjene. Sploh ta paketek, ker ko sem kanalizirala te karte, sem želela, da so odgovori in sporočila v teh kartah natančna, jasna, usmerjena, da ti dajo zelo konkretno jasnost, kaj zdaj. In zato, ko boš imel dilemo, ko boš potreboval navdih za tvoj naslednji korak, za nek odnos, za zdravje, za poslovno delovanje, vse, kar potrebuješ narediti, je, da odpreš to čudovito škatlico, vzameš ven karte, evo, dajmo jih kar skupaj vzeti, če ste za, in med temi čudovitimi kartami bom probala razpreti na tak način, da mi ne padajo vse dol, evo, takole. Povlečeš eno karto. Se bomo danes pogovarjali tudi o tem, na kakšen način sodelovati s kartami, da v bistvu res dobiš pravi odgovor. In zdaj, ne samo to, da so te karte kanalizirane, to pomeni, da te na zadnji strani karte čakajo sporočila za vsa področja tvojega življenja. Te karte so posebne tudi zaradi tega, ker imajo energijske slike varuhov zavesti. Energijske slike nadangelov, bogin, duhovnih vodnikov, samorogov, zmajev, različnih duhovnih vodnikov. In s tem, ko ti sodeluješ s to karto, ne samo, da dobiš odgovor, kar ti naj bi orakelska karta dala, v bistvu ti tudi duhovni vodnik skozi svojo energijo vtisne njegovo energijo v tvoje polje in te podpre. Če zdaj pokažemo par kart, evo, poglejte to energijo. Če samo gledaš za par trenutkov to karto, lahko začutiš, kakšna izjemna energija seva iz nje. Te energijske slike je ustvarila moja sestra Anja Timzoja, ki ima to sposobnost, da v bistvu vidi energije različnih duhovnih vodnikov. Poglejte to. Bomo vse povedali, kdo je tukaj noter, malo probam najprej sam pokazati, da boste videli v bistvu, koliko so to močne energije. In v bistvu namen teh orakelskih kart ni samo, da dobiš sporočilce, ampak je tudi energijsko delo. Energijsko zdravljenje in vodenje
varuhov zavesti s tem, ko gledaš njihova sporočila. Ne sporočila, bereš njihova sporočila in gledaš v bistvu njihovo energijsko sliko. Ne morete si predstavljati, kakšna energija je, ko držiš te karte v roki. Jaz imam mravljince po celi hrbtenici, kar se redko zgodi, to je res takrat, kadar so zelo močne energije, to doživim. Evo, par kart bom še pokazala. Torej, te orakelske karte, varuhi zavesti, lejte to. Sam začut, ko gledaš karto, pa boš videl, kaj se v tvojem telesu dogaja. Očitno tega duhovnega vodnika sem pa kar 3-krat povlekla, zato ker očitno ga rabimo. Evo, še malih bom zmešala, da še par kart pokažem. Beti. Beti pravi čisto posebne, so unikatne. Ja. In torej, kdo so varuhi zavesti? Ne? Malo moram popiti. Pri ustvarjanju teh kart, da sem jih dala na glavo, sem se povezala z duhovnimi vodniki, ki so mi v zadnjem obdobju 10 let, odkar delujem kot medij, odkar kanaliziram njihova sporočila, najbolj pridno trkali v moj kanal in mi prinašali sporočila. Torej, kot medij se dejansko lahko povežemo s katerim koli nivojem zavesti, s katerim koli duhovnim vodnikom. Sama v bistvu delujem na tak način, da dovolim, da tisti vodnik, ki ima sporočilo zame, pride do mene. In v zadnjih 10 letih je bil en paket duhovnih vodnikov, ki so najbolj pridno prihajali, ki so imeli največ sporočil zame in za vso mojo skupnost, torej vse nas. In te vodniki so varuhi zavesti. Kaj to pomeni? V tem kompletu so zbrana sporočila in energijske slike nadangelov, boginj, samorogov, zmajev, tudi določenih bogov, nekaterih duhovnih vodnikov. In vsi te duhovni vodniki so pravzaprav nosilci zavesti. Odklepajo različne informacije. Recimo, dajmo kar takoj eno karto povleči. Evo, prva karta, ki smo jo povlekli, je boginja Kuan Yin. Boginja Kuan Yin je boginja ljubezni, sprejemanja, sočutja, odnosov. In v bistvu, ko povlečemo njeno energijo, njeno karto, ne samo, da nam preda sporočilo, ampak očitno, ker smo povlekli njeno karto, želi boginja Kuan Yin z nami tudi sodelovati. In pa moram še naprej povleči. Evo, še eno karto, da se mi kar sama skače ven. Tale zelena, nadangel Rafael. Na vsaki karti boš v zadnji tudi videl, kdo je ta vodnik, ki si ga povlekel. In v bistvu, varuhi zavesti imajo v svojem polju različne zavesti, odgovore na različne vprašanja. In ko boš ti vlekel te karte, ko si jih boš zmešal, že letijo dol, samo malo. Tale duhovni vodnik z nami res želi sodelovati, ker sem danes čisto vse, lejte pa še ene tukaj, čisto vse njegove karte povlekla. Tole je pa duhovni vodnik Ori, ki je za manifestacijo, evo ga, hoče z nami sodelovati. Kje sem ostala? Ostala sem pri tem, da v bistvu varuhi zavesti so vsi angeli, vsi nadangeli, vse boginje, vsi duhovni vodniki, ki nosijo zavest. Ampak, recimo, boginja Lakšmi bo nosila zavest o obilju in tudi njene karte imamo tukaj noter, dajmo jo najdeti. Kje si Lakšmi? Bom raje škole obrala, jo bom lažje našla. Recimo, če hočeš spraševati in dobiti jasnost za zdravje, te čaka, Lakšmi je za obilje, te čaka v tem kompletu tudi karta nadangela Rafaela. Recimo, če te zanima za ljubezen. Evo, ženske, poglejte Afrodito. Mislim, da tudi če ne bi povedala, katera karta je tole, bi ženske začutile. Bomo enkrat naredili tak test, da vam bom dala eno karto, pa da boste poskušali uganiti, katera karta je to. Beti pravi, da je danes za manifestacijo in da logično, da Ori sodeluje. Lejte to,
tole je pa boginja Gaja. In v bistvu varuhi zavesti so torej duhovni vodniki, ki nosijo zavest, ki nam prinašajo sporočila za naše življenje. In tukaj so zbrani duhovni vodniki, ki so v zadnjem desetletju z mano najbolj aktivno sodelovali. Zakaj sem se odločila, da bodo to moje prve karte? Zaradi tega, ker ti vodniki nosijo sporočila zavest, ki jo vsi mi potrebujemo utelesiti. V določenem obdobju planeta Zemlje se določena resnica downloada, se določena zavest prebuja. In sporočila, ki so na teh kartah, potrebujemo mi kot posamezniki, mi kot skupnost, mi kot človeštvo zdaj utelesiti, začeti živeti. In ne, te karte niso samo za letošnje leto, te karte so za celo tvoje življenje, jih lahko uporabljaš. Ker so v njih zbrana sporočila, ki bodo celo tvoje življenje aktualna, ki jih bo tvoja duša trenirala. Ne. Hvala lepa. Maja pravi, Tjaša, rasturate z ekipo v tej korona situaciji. Ja, mi smo se odločili, da ne bomo žrtve zunanje situacije, ampak bomo vodje svojega življenja in bomo dali v svet vse te kreacije, s katerimi čutimo, da lahko pripomoremo k dvigu zavedanja, k dvigu vibracije in vrnemo vse nas nazaj v tisto pravo resnico. In definitivno so varuhi zavesti in te orakelske karte prava pot, da se v bistvu vrnemo v svojo resnico. Evo, a kdo ugane, od katerega duhovnega vodnika je tale karta? Ja, Suzana pravi, ja, noro lepe so. Evo, dajmo malo za hec, če kdo gane od katerega duhovnega vodnika. Potreben si za ta svet. Dajmo prebrati, kaj nam sporoča ta duhovni vodnik. Takole, najprej bom pokazala, da se lahko povežete. Pa nima veze, kar povej, kaj misliš od spodaj. Ok, pa dajmo prisluhniti. Tvoja duša je izbrala ta planet za svoje življenje, ker je vedela, kako zelo potrebna je njena energija v tem svetu. In zdaj si tukaj, ti pa se držiš nazaj. Zdaj je čas, da se spomniš, zakaj si prišel. Prišel si, da daš, da izraziš sebe, da si ti, da si cel ti. Zato daj svetu sebe in dovoli, da se svet poveča zaradi tebe. Tukaj si zato, da življenje na planetu obogatiš s svojo vibracijo in s svojimi kreacijami. Uživaj v ustvarjanju, draga duša. Svet čaka na te. Samorogi so tole. Glejte to. Čarobni samorogi. A vidite, kakšna prava karta je prišla ravno na to, kar smo mi zdaj govorili. Ja, evo, ko boste karte prijeli v roke, boste šli čez in boste našli svoje najljubše duhovne vodnike. Evo ga, Mihaela. Pa boste takoj začutili njihove energije. Ali pa boginjo Kali, dajmo še Kali pokazati. Na koncu tega srečanja danes bomo naredili še en reading iz teh kart. Bomo povlekali karte za vse nas za zaključek leta 2020, zato da bomo sprejeli sporočilo, kaj nam varuhi zavesti želijo sporočiti ob prehodu v leto, ob zaključku tega leta. Ok, ja, Jelka pravi, da je Mihi njen. Ja, Mihaela smo dali tudi na ovitek, ker ga imamo toliko radi in veste, kaj mi je ful všeč? Da smo naredili tako škatlo, da je na magnetek, da v bistvu ne more karte vam padati, pa da je lahko za uporabo. Pravi Jerneja, imam kurjo polt, ko bereš. Ja, boste videli, ko boste karte v rokah držali, kakšna močna energija seva iz njih. Jaz sem čisto navdušena, se me vidite, kar potim se. Zdaj, ko še ta luč ne dela, je vse tako, ampak, ja, lejte to. Tole je pa Sandalfon za tiste, ki ga poznate. Tako da v bistvu ena simpatična stvar teh kart je tudi to, da se boste spoznali z različnimi duhovnimi vodniki, z različnimi angeli, nadangeli in začeli v bistvu z njihovo energijo delati.
Ok, gremo zdaj pogledati, kako se te karte sploh uporablja. Prva stvar. Orakelske karte, varuhi zavesti. Teh kart v bistvu ti ne potrebuješ energijsko čistiti. Zakaj to govorim? Zaradi tega, ker določene karte je potrebno energijsko čistiti, dajati na luno, čistiti s kristali, morda s kakšnim kadilom. Teh kart ni potrebno energijsko čistiti. Zakaj? Zaradi tega, ker vsebujejo vse duhovne vodnike, različne duhovne vodnike v sebi, med drugim in tudi vodnike, ki skrbijo za energijsko čiščenje in zaščite. Recimo tukaj not imamo Kali, imamo Metatrona, imamo nadangela Mihaela, Imamo takšne duhovne vodnike, ki so svojo energijo prinesli v te karte, predali svoje sporočilo, svojo energijsko matrico in teh kart ne potrebuješ čistiti. Se pravi, karte imaš ob sebi, lahko če želiš jih posodaš drugi osebi, vlečeš zase, za drugo osebo in ni nič narobe. Karte so ves čas informirane z najvišjo vibracijo in zato ne potrebujejo, da mi karkoli delamo z njimi. Imajo pa rada, da jih uporabljamo. In v bistvu, bolj kot jih bomo uporabljali, bolj bodo žive, bolj bodo aktivne. Ja, karte se lahko uporablja zato, da mi delamo readinge sebi, se pravi, vlečemo jih zase, evo Lakšmi. Lahko pa jih uporabljamo tudi zato, da delamo readinge za druge osebe. Bomo vse to danes povedali, ampak začnimo z čist preprosto uporabo kart. Ko karte dobiš, ko imaš karte v svojih dlaneh, karte najprej malo začuti, malo jih premešaj, malo jih povaljaj v svojih dlaneh, zato da začutiš njihovo vibracijo. Običajno vedno, ko začnemo vleči karte, je v bistvu fino, da smo v sebi, da nismo, da zraven gledaš televizijo pa nekaj mešaš, da si s pozornostjo v sebi, ker bolj kot boš v sebi, bolj kot boš prisoten, lahko postaneš prisoten že samo s tem, da malce karte pomešaš, jih pogledaš, bolj bomo v bistvu se energijsko uskladili s kartami in bodo karte v bistvu prebrale naše energijsko polje in našo vibracijo in nam tako predale v bistvu najbolj natančni odgovor. Ok, torej, karte primaš v roke, jih malo pogledaš, jih malo začutiš, jih zmešaš skupaj. Mešaš lahko na tak način, nekateri mešate na tak način, v redu je, vsak začuti, kar je zanj prav. In ko karte mešaš, v bistvu je tvoj cilj, da se daš v stik s seboj. Lahko zapreš učke in se samo osredotočaš na svoj dih, na to, da karte mešaš. In na neki točki začutiš, da je dovolj, karte ustaviš in jih razporediš pred sabo. Najboljše je, da jih ne držiš takole v roki, ker jih ne boš mogel vseh zares energijsko začutiti, ampak da jih daš, jaz zdaj tukaj pač nimam mize, ker smo se preselili v drug prostor, ampak da karte razporediš takole pred sabo, čim bolj narazen, zato da boš lahko potem karte začutil. Kart ne gledamo. Zakaj? Zaradi tega, ker če bomo karte gledali, bomo izbrali karto, ki nam je vizualno najbolj všeč. Recimo, če imaš ti rad modro barvo, bo logično, da ko boš ti komplet kart pogledal, bo tebe ta karta povlekla. Ker je to tvoja najljubša barva. Mi pa se želimo umakniti iz tega, kar je v našem umu, tisto, kar je nam všeč. Želimo iti v energijo čutenja. Zato te povabim, da na začetku karte razporediš, jih ne gledaš in greš svojo dlanjo preko njih. Še predno pa karto povlečeš, moraš dati pa namen. Kaj je tisto, kar želiš, da tebi karte prinesejo? Zdaj, prva opcija uporabe kart je, da prosiš, da ti karte predajo jasnost za tvoj dan. Da na začetku dneva razvrstiš karte, jih premešaš, jih razvrstiš in rečeš, dragi varuhi zavesti, predajte mi usmeritev za današnji dan. In potem polziš preko kart in začutil boš, da bo ena karta postala ali vroča ali hladna, na neki točki se boš ustavil, ker boš začutil, da je tista karta prava in jo povlečeš
in prebereš. Evo, tele duhovne vodnice pa po moje še ne poznate, ker nisem veliko o njej govorila. Boginja Nuit, ona je pa boginja časa. Jaz zelo rada z njo sodelujem, ker rabim zelo veliko delati na tem, da se sprostim v času. Evo, leta, kako je izjemna. Ok, in kaj je tvoja naloga, ko karto povlečeš? Najprej poglej slikco, začuti jo in si preberi sporočilo. Ko boš sporočilo prebral, se bo ne samo energija boginje Kuan Yin, oziroma ne, tukaj je Nuit, energija duhovnega vodnika, katerega karto boš povlekel, se bo vtisnila v tvoje energijsko polje. In v trenutku, ko boš ti to sporočilo prebral, ne samo, da bo tvoj prejel sporočilo, celo tvoje energijsko telo bo zasidrano, vanj bo zasidrana energija vodnika, ki si ga prejel. In če vlečeš karto za svoj dan, pomeni, da je ta duhovni vodnik, ki si ga povlekel, ne samo prinesel ti sporočilo, ampak bo s teboj cel dan. In zelo dobro je, da daš karto v vidno polje, da si večkrat na dan ujame, da ta karta ujame tvojo pozornost, da se spomniš. Koliko kart naenkrat lahko povlečemo? Povlečemo lahko največ 3 karte. Zakaj? Čim mi povlečemo več kart, se naša pozornost razprši in si potem več ne zapomniš, katero sporočilo si dobil in ne gre s tabo ta energija, ne gre s tabo ta jasnost. Zato lahko, če želiš, na začetku dneva povlečeš tudi 3 karte. Ampak moje priporočilo je, da ne pretiravaš, zato ker če boš vlekel preveč kart za isto namero, v bistvu ne boš več res začutil sporočila, ki ti ga karta dejansko prinaša. Zdaj, včasih se nam zgodi, da nismo zadovoljni s sporočilom, ki smo ga dobili. Ali ga ne razumemo, ali pa našemu egu sporočilo ne odgovarja. In potem rečemo, ne, da bom jaz še eno karto povlekel, to zihar ni res, ne. Ok, vsi smo to kdaj naredili, roke gor, kdo je to že kdaj naredil? Sama sem tudi kriva. Tudi jaz včasih povlekla karto, mi ni bilo všeč, kar je pisala in sem rekla, ne, bom jaz kar še eno povlekla. Ampak veste, kaj se pa zgodi? Toliko časa vlečeš karte, ki imajo isto sporočilo, da v bistvu ugotoviš, da nima smisla. Zdaj smo imeli delček teh kart objavljenih že na moji spletni strani tjašadrelaj.com. In celo leto, ker je bilo pač izjemno leto, a ne vsi vemo, sem jaz pač vlekla karte preko spleta. In čist vedno sem povlekla karto od Rafaela, se mislim, da je tudi tukaj, evo ga, na vrhu je bila. Odloži čustveno prtljago. In nikoli mi ta karta ni bila všeč. In sem rekla, ne. In sem vlekla še enkrat. Sem dala premešaj, vlekla še enkrat. To so spletne karte, kar zdaj govorim. In a veste kaj, kjera karta je spet vam prišla? Ja, odloži čustveno prtljago. In ko smo se v ekipi pogovarjali, katere karte kdo vleče, so mi rekli, Tjaša, mi nikoli te karte ne povlečemo. Pač prvič jo vidimo. Zakaj? Zaradi tega, ker karta, ki jo ti dobiš, je karta, ki je prava zate. Tudi, če tvojemu umu ni všeč, ne? Sploh takrat, ko tvojemu umu in tvojemu egu karta ni všeč, jo moraš imeti v vidnem polju cel dan, jo večkrat prebrati. In v bistvu boš, s tem, ko se boš soočil s tem, da dovoliš karti, da naredi svoje poslanstvo in to je, da ti prenese vibracijo, da ti prenese energijo, da ti prenese jasnost. In res 10-krat prebral, kaj gor piše, kljub temu, da tvojemu egu mogoče ni všeč, boš v bistvu naredil najboljše delo. Zaradi tega, ker mi ne vlečemo kart zaradi tega, da dobivamo potrditve, ampak vlečemo karte zato, ker smo pripravljeni sprejeti jasnost. In smo ready, da dobimo tisto sporočilo, ki je najbolj primerno za nas v danem trenutku. In zdaj, če se vrnem nazaj, torej prvi način uporabe smo rekli, da povlečeš karto za tvoj dan.
potem karto cel dan nosi s sabo in imajo v svojem polju, zato da jo ali večkrat prebereš ali samo da jo opaziš, da te spomni. Ne? Drugi način uporabe kart je, da povlečeš karto na začetku tedna ali meseca. Da na začetku meseca rečeš v redu, dragi varuhi zavesti, dajte mi usmeritev, ne, za ta mesec, ki je pred menoj, na kaj potrebujem biti osredotočen, kje naj bo moja pozornost. In spet razvrstiš karte, zapreš svoje oči, povlečeš karto, ki te pokliče in poglejte, a lahko verjamete, da sem povlekla isto karto kot prej, pa saj ne moram verjeti, ali vidite to božansko sinhronost. Očitno ta karta ni samo karta mojega dne, ampak karta celega meseca. In potem tisto karto, ki jo povlečeš, da je karta tvojega meseca, jo ni treba dajati več v svoj komplet za tisti mesec, ampak jo raje nalepi na hladilnik. Raje si jo dej v vidno polje, zraven računalnika, kjer delaš. Ne? Zato, da te cel mesec spremlja. Tretji način uporabe kart je, da karto povlečeš na začetku leta in rečeš, dragi varuhi zavesti, predajte mi usmeritev za vsak mesec v letu in povlečeš 12 kart. To je edinkrat, ko je dobro, da povlečeš več kart naenkrat, ker v bistvu je vsaka karta namenjena svojemu obdobju. In povlečeš, in nič ne gledaš, samo vlečeš januar, vlečeš februar in tako naprej in si jih razvrstiš pred sabo. In potem te karte, takrat, ko pride tisti mesec, ne, si opet pogledati, lahko si poslikaš, zato da si zapomniš, kakšen je vrsten red in vsak mesec potem tisto karto daš v svoje polje. To je tudi en tak simpatičen način in jaz sama to zelo rada naredim. In kaj se zgodi, ko na tak način karte povlečeš? Pogledaš, kateri vodniki so se ti razprli, pogledaš sporočila, ki si jih dobil in na tak način že lahko začutiš, kakšna bo energija tvojega leta. Mogoče boš v nekem obdobju imel same boginje, Lakšmi, abundancije, Uriela, to so vsi vodniki za obilje in aktivacijo. In boš rekel, okej, moje poletje očitno bo aktivno. V nekem obdobju boš dobil pa same Mihaele, Samaele, Kali, ne, ki so vodniki, ki spuščajo in boš vedel, okej, ja, ne vem, zima bo takšna, da bom mogel veliko stvari spustiti. Skratka, že na ta način, ko karte razporediš za celo leto pred sabo, ti postane jasna energijska slika v bistvu tvojega leta. Ok, gremo naprej, malo jih moramo zdaj spet zmešati. Četrti način uporabe orakelskih kart je, da se ti v življenju zgodi neka stresna situacija. Ne vem, morda zboliš, te partner pusti, se nekaj zgodi, kar te vznemiri, ne vem, zgubiš nek denar, karkoli, nekaj stresnega se zgodi. In ti prideš domov v tej situaciji in ti ni jasno, zakaj se mi je to zgodilo in želiš ven iz te situacije. Torej, po eni situaciji iščeš jasnost. Takrat greš, zmešaš varuhe zavesti in rečeš, varuhi zavesti, kakšno sporočilo jasnosti imate zame glede te situacije, ki se je zgodila? Kaj rabim vedeti? In spet, razdeliš karte pred sabo, razvrstiš takole in začutiš, zapreš očke, si sfokusiran na to situacijo, ki se je zgodila in povlečeš karto. Evo, in smo povlekli karto boginje Atene. In prebereš sporočilo. In sporočilo karte ti bo dejansko dalo jasnost, zakaj se je ta situacija zate skreirala. Zakaj si rabil kot duša to izkušnjo. In vam moram povedati, da so te karte zelo natančne karte. Sama obožujem orakelske karte. Čeprav sem medij in lahko pridem do vseh odgovorov, mi je to, da imam karto pač kot izdelek v roki, mi je tako ful lepo. Čeprav večino kart, če vam čisto odkrito povem, sem kupila bolj zaradi slikic, kot zaradi sporočil, zaradi tega, ker je zelo malo kart na tržišču res kanaliziranih.
Mene pa samo take karte, ki so skanalizirane, jih jaz pač čutim, da so zame najbolj podporne. Tako da, nič hudega, včasih kupam karte samo zaradi tega, ker so pač lepe slikice, ne? In vem, da so pač energijsko delo in da me bodo podprle. Torej, kar me je motilo pri marsikaterih kartah, je, da sporočilo ni bilo dosti konkretno. Da je bilo vse tako nekaj v zraku. Moja energija moje duše je pa velika jasnost. In vsi, ki ste v moji skupnosti, to veste. Ne? Ko delaš moje meditacije, ko poslušaš kanalizirana sporočila, ki pridejo skozi mene, se ti takoj začne dogajati. Je takoj transformacija. Dobiš odgovore, ki so ti takoj iz prve jasni. In to je del moje duše, takšna je moja duša. In zato sem pač vedela, da karte, ki jih bom ustvarila, bodo nosile izjemno veliko jasnosti. Ne samo odpri srce in ok je, ne? Ampak konkretno, jasno, natančno. In te karte varuhi zavesti nosijo izjemno veliko močnih sporočil. V glavi se ti bodo dobesedno sestavljale stvari, ko boš karto povlekel. In še nekaj moramo omeniti, da te karte v bistvu nosijo, ne samo da nosijo energijo različnih vodnikov, sporočila vodnikov, ampak tudi svetlobne kode. Svetlobne kode so pa v bistvu informacije, ki so kot kode zakodirane, ki nosijo svetlobo, ki nosijo vibracijo, kot paketki največjih vibracij. In v bistvu svetlobne kode, ko ti vzameš eno karto v svoje polje, ko jo daš ob sebe, zato vam ves čas pravim, uporabi karto cel dan. Ne samo, da jo zjutraj prebereš in potem jo daš na kupček. Ne, vzemi jo s sabo. Pejt v službo, vzem karto s sabo. Ker ko bo cel dan v tvojem energijskem polju, recimo tukaj imamo ravno boginjo Kali, si lahko predstavljaš, koliko močno transformacijo bo ta karta v tvojem življenju spodbudila. Ne samo zaradi sporočila, ne samo zaradi energijske slike, tudi zaradi svetlobnih kod, ki so v teh kartah. In sem prepričana, da ko boste karte v roke prijeli, da boste zavibrirali, prav čutili boste. Nekateri boste kar zajokali. Jaz, ko sem jih videla, so mi kar solzne oči postale, zato ker so toliko močne energije v bistvu shranjene notri. In res, jaz sem pač tukaj je samo polovička mojega dela, če tako iskreno povem, to so kanalizirana sporočila, druga polovička je definitivno zelo, zelo pomembna in to je Anjino delo ustvarjanja energijskih slik. To je pač izjemno res, to je tisto, kar karti doda tisto največjo vrednost, ne? Ker ko vidiš sliko, se v tebi vse sestavi in zato, ko prebereš sporočilo, preberi tudi sliko, ne? Zdaj boste rekli, Tjaša, kaj pomeni, da prebereš sliko? Poglej jo, začuti jo, vtisni si jo, zapri oči, začuti jo, odpri oči, začuti jo, ne? Preberi svojo energijo, sprejmi tudi sliko, ne? Torej, rekli smo, da je četrti način uporabe karte ta, da se ti zgodi situacija, ki je zate težka bila, ki te je vznemirila in si želiš več jasnosti. Hvala lepa, da pišete, koliko so vam všeč. Res so prav božanske, no. Se pravi, situacija, za katero rabiš jasnost, zato da lažje izstopiš iz nje, ne. Peti način, mislim, da smo zdaj že pri petem. Peti način uporabe orakelskih kart je, da postaviš vprašanje. Se pravi, mene nekaj zanima, sem v neki situaciji in mene nekaj zanima. Jaz karte zmešam, spet se sfokusiram nase, zaprem oči, zadiham, pogledam karte, se povežem z njimi in zdaj mene pač nekaj zanima. Recimo, da sem v neki situaciji, kjer se rabim odločiti. Ne? In si rečem, ok, varuhi zavesti, najprej zmešam, razvrstim karte pred sabo spet, zdaj malo neroden preko videa to vse tako pokazati, ampak se razumemo. Zapreš oči, začutiš svoje vprašanje. In pri vprašanjih je zelo pomembno, da vprašanje dobro postavimo.
Vsi, ki ste v moji skupnosti že nekaj časa, sploh vsi, ki ste pri meni delali tečaj Celestial Inspiration za kanaliziranje, veste, da je to, kako postaviš vprašanje, ključno. Ker če ti ne postaviš dobrega in jasnega vprašanja, ne moreš dobiti odgovora, ki ga razumeš. In zato, kakšna vprašanja so dobra? Takšna, ki tebe postavljajo v vlogo vodje svojega življenja. Se pravi, kako naj delujem v tej situaciji, da dosežem to in to. Katera je prava pot zame v tem odnosu? Česa me uči ta odnos? Recimo, to so primeri, ne? Se pravi, kakšno vprašanje ni dobro? Ni dobro vprašanje, ki postavlja moč izven tebe. Se pravi, to so takšne, dajmo reči, malo vedeževalska vprašanja. Ne? Ali se bo to zgodilo, ali se ne bo. Ne? Ali je to dobra izbira, ali je to slaba izbira. Ne? To so slaba vprašanja, zato ker niso dovolj jasna. Vprašaj se, kaj hočeš in tebe zdaj zanima, kako lahko ti do tja prideš. Vprašaj se, kaj te boli in tebe zanima, česa tebe ta situacija uči. Vprašaj se, kaj ti je v življenju pomembno in se sfokusiraj na to, kako lahko ti sebe za to odpreš, kakšna lekcija je tukaj zate. Skratka, postavljanje vprašanj kartam, da je postavil vsakršno koli vprašanje. Vse, kar te zanima, zdravje, odnosi, manifestacija želja, ne vem, delo, karkoli, poslanstvo, karkoli lahko vprašaš. Ampak postavi dobro vprašanje. Recimo en način uporabe, pa rečemo temu 6. način uporabe kart. Torej 6. način uporabe kart je pa tudi ta, da recimo te zanima, s katerim duhovnim vodnikom želiš v določenem obdobju sodelovati, oziroma kateri duhovni vodnik želi s tabo sodelovati. Ne? Zato, ker so to karte različnih duhovnih vodnikov, boš dejansko, ko boš povlekel karto, dobil to jasnost. Recimo, da mene zdaj zanima, pa če damo skupaj, ne, ok, zanima me, s katerim duhovnim vodnikom je dobro, da sodelujemo do konca tega leta. Ne? In zapremo oči, se sfokusiramo, s katerim vodnikom je dobro, da sodelujemo do konca tega leta. Evo ga. No. Spet hočeta dva ven. Pa smo dobili Sandalfona, ki pravi, tišina ima odgovore, torej se moramo malo obrniti vase. In boginja Gaja, magičnost obstoja. Ne? In lahko povlečeš in rečeš, ok, očitno s tem vodnikom potrebujem v tem času sodelovati in ga postaviš v svoj dom, na svoj oltarček, nekam na vidno mesto, da je samo njegova vibracija tam. Ne? Zdaj vam bom pa povedala še en način uporabe teh kart, ki je pa zame eden najboljših, poleg tega, da dobiš odgovore, to je pa 7. način uporabe teh kart, je pa, da v bistvu uporabljamo energijo in svetlobne kode, ki so v kartah. Se pravi, mi vsi vemo, da je Arhangel Rafael za zdravljenje. In mi najdemo v kartah, sami od sebe, najdemo karto od Rafaela. In recimo mi zbolimo in greš poiskat karto od Rafaela in jo daš ob svojo nočno omarico, na svojo nočno omarico ob posteljo, da te zdravi medtem, ko ti spiš. Ne? Recimo, da smo ženske, se pripravljaš na zmenek, pa želiš, ne, da bi bila tako seksi, v lepih energijah in to. Najdeš v kompletu karto od Afrodite, glejte, kako je čudovita. Jo daš pod svojo polštar ali pa pod svojo jogi rjuho in eno noč pred zmenkom spiš na njej. Te bo dala v pravo vibracijo, verjemi mi. Ali pa če si moški, ne? Pa želiš iti na zmenk ali pa svojo drago malo presenetiti, pa vzameš karto od Apolona. Glejte to, kako je čudovit.
te bo čist postavila njegova energija v tvoj center. Recimo, da veš, da se greš zmeniti za, ne vem, na razgovor za službo. Najdeš v kompletu karto od Lakšmi in jo kar neseš s sabo v torbici, zato da te bo njena vibracija v tvojem energijskem polju podpirala, da se bo najbolj razpletel zate v dani situaciji, recimo na razgovor za službo. Recimo, da se želiš spustiti neko staro navado in rečeš, ok, boginja Kali, ne, ona nam pomaga, da spuščamo stare stvari in sprejemamo nove. Najdeš v kompletu boginjo Kali, tako da v zadnji vedno piše, katera boginja je, in postaviš to pod vrč vode, iz katerega piješ. In boginja Kali bo svojo energijo ustvarila pretok v tvojem življenju, zato da se spusti staro in objameš novo. Recimo, lahko pa rečeš, jaz pa želim pritegniti več obilja v moje življenje in naj bodo prilivi močni in najdeš v kompletu kart boginjo Abundancijo in daš to ob svojo denarnico, v svoj trezor, sef, če ga imaš, na bančno kartico, ne? Zato za nekaj časa, da ti bo boginja Abundancija, ki je boginja prilivov, ne, prinesla obilje na tvoj bančni račun. In to se bo zgodilo, ne? Se pravi, na eni strani uporabljamo varuhe zavesti, zato da nam oni dajo sporočila, na drugi strani pa uporabljamo vodnike, varuhe zavesti, tudi tako, da si dajemo njihovo vibracijo v svoje življenje. Ne? Super vprašanje, kako veš, katero karto izbrati za kateri namen, če še ne poznaš vseh varuhov. Na začetku samo sodeluj s kartami, vleči jih in se boš spoznala z njimi, ne? Ker boš videla, ok, vedno, ko bom povlekla Rafaela, bo on meni razlagal o novih navadah in o zdravem telesu, recimo, ne? Evo, zdraviš se, recimo, ne? In boš ugotovila, Rafael me očitno podpira v zdravljenju. Ali pa recimo, da želiš malo svoje strasti prebuditi, ne? Pa si zmenjen s svojim partnerjem, da bosta danes se malo povaljala po posteli, ne? Pa vzameš boginjo Pele, evo, spusti zavore, karta, in daš ob posteljo ali pa pod jogi rjuho, ne? Kaj se bo zgodilo? Pač poročajte mi, ne? Torej, v bistvu s kartami, recimo, še če mogoče tega le omenjam, Kamuel je za odnose, ne, recimo, da se skregaš z neko osebo, pa napiši ime te osebe na listek, pa položi to karto gor. Pa bo Kamuel poskrbel, da se v bistvu energija spet poveže. Tako da, karte je dobro imeti ne samo, da jih imaš v škatli, ampak da jih uporabljaš, da jih daš okrog sebe v svoje prostore. Recimo, sama osebno imam sliko od Rafaela v kuhinji, zato da ko kuham, da mi ves čas informira vso mojo hrano. Ne? Tako da, recimo, da želiš v nekem obdobju, da bi skozi sanje dobival več uvidov, več jasnosti, ne? Pa rečeš, ok, bom jaz zdaj najdel vodnika, ki mi pri tem pomaga in greš do, recimo, Isis, čakajte, da jo najdem. Aha, kje se skrivaš, Isis? Sama. Isis je tista, ki nam zelo odpre v bistvu povezavo z našo dušno pogodbo in nam prinese odgovore. Evo jo, Isis, in daš v bistvu karto od Isis ob posteljo in boš veliko sanj imel. Sam takrat ne boš dobro spal, ne? To moramo videti. Tako da, ok, aj kakšno vprašanje do zdaj? Karta mi je dol padla. Ali lahko karte uporabljajo tudi otroci? Seveda lahko karte uporabljajo otroci, oni so še bolj pretočni. Pa spet ne, dajmo tudi otroke naučiti, da ne izbirajo na podlagi slikice, ampak da izbirajo na podlagi dejansko občutka.
Ne? Rok prosi Anjo, če lahko naredi stensko tapeto za Rafaela, da bomo skupaj hujšali. Super. Rekli smo, da lahko vlečemo karte za več ljudi, ampak dajmo vedno vmes karte zmešati. Ne samo ne iz istega kupa vsi vleč naenkrat, ampak vedno karte vmes zmešati, pa vse karte nazaj noter, zato da lahko dobimo v bistvu pravi odgovor zase. Tudi več ljudi lahko uporablja iste karte v smislu, če vas je več v družini, ne rabi vsak svojih kart. Divna pravi, ja, pol moraš pa imeti več kompletov kart, če jih bomo imeli v različnih prostorih. Ja, saj, če imaš eno pa eno karto, vsak je toliko ven iz kompleta, ni nič narobe, ne. Jaz pa vem, da bom imela zagotovo več kompletov, zato ker bom uporabljala aktivno v bistvu vodnike. Tako da ja, če boš aktivno delala z vodniki, pač imaš dva kompleta, ne, pa enega uporabljaš za tako, enega pa ne. Karma sprašuje, kateri vodnik je za priklic ljubezni in partnerstva. Recimo za ženske je to Afrodita, za moške je to Apollon, drugače pa tudi Kamuel. Rebeka sprašuje, s katerim duhovnim vodnikom sodelovati med nosečnostjo. Čakajte, da najdem. Več duhovnih vodnikov je. En je recimo Gabriel, to je sploh za otročke. Recimo, da zdaj ste mi odprli ful enih stvari, ki jih moram povedati. Recimo, da otroček ne spi, predno gremo v nosečnost, da otroček ne spi, da se težko uči, da ima nočne more, ne? Tudi dojenček, daj karto od Gabriela v njegovo posteljico ali pa zraven njega in ga bo to maksimalno podprl. Ko greš roditi, vzemi karto od Gabriela s sabo. Zakaj? Zaradi tega, ker Gabriel v bistvu podpira rojstvo, porod, tudi nosečnost. Recimo v nosečnosti je pa dobro delati tako z Gabrielom kot z boginjo Kuan Yin. Evo jo. Pa če si imela morda kakšno slabo izkušnjo prej, mogoče kakšen splav ali pa kaj takega, kar je te zelo ranil, je pa dobro sodelovati tudi z čakajte, da jo najdem. Marijo Magdaleno imamo. Imamo Marijo Magdaleno. Čakajte, samo da jo najdem. Zdaj se mi je že tokrat zmešala. Kje si Marija? Ja, tudi Marija Magdalena je predala svojo karto. In noro lepo sporočilo ima. In sliko. Evo jo. Glejte, kako je lepa. Marija Magdalena. Za učenje, za uspehe imamo Uriela, za varnost je pa itak ne, Mihaelček je pa itak vedno za varnost. Lahko enkrat naredimo live na to temo, pa malo več o teh vseh vodnikih povemo, pa bomo malo bolj spoznavali. Zdaj jih imamo, zdaj je tvoja naloga, da si jih naročiš, da jih čim prej dobiš, pa bo pa vsak v svojem domu karte mešal, pa jaz tukaj pa bomo nadaljevali pa se pogovarjali, prav? To je to. Kaj se tiče vprašanj, če je še kakšno, mi napišite. Eno vprašanje je še bilo, ali lahko s temi kartami napovedujemo prihodnost? Kaj mi dobivamo s temi kartami? Jasnost. Ne, kaj se ti bo zgodil, ampak kako lahko ti deluješ, da prideš do tega, karkoli hočeš. Ne? V bistvu naša prihodnost ni v celoti zacementirana, ne? Jo mi kreiramo, kakor smo povlekli karto moči o tebi prej. Zato te karte niso namenjene napovedovanju prihodnosti, zaradi tega, ker je cela ideja varuhov zavesti v tem, da nam pokažejo jasnost usmeritve, razumevanje nam dajo, da je moč v nas in kako mi lahko delujemo, ko imamo to jasnost, da dosežemo katerikoli v bistvu rezultat. Pravite, da vam je všeč? Ja, dajmo to narediti. Bomo to enkrat drugo leto naredili, tako da, ko boste imeli vsi svoje komplete doma, da bomo v bistvu nadaljavo si malo vlekali karte, ne? Jana si ne predstavlja, kako ti lahko vrže listek nazaj, če ga vrneš v reko.
No, le, mogoče boš to kdaj doživela, pa boš videla, ko je želja neusklajena s tabo, ne gre čez. Ker so karte energijsko delo, ker vsebujajo kanalizirana sporočila, ker vsebujajo energijske slike, gredo zelo super z energijskimi esencami in ko me čakam, da drugo leto še energijske esence damo na našo spletno trgovino, zato da boste lahko povezali delo s kartami, z esencami, lahko sodelujejo karte tudi z meditacijami, se pravi, ko ti poslušaš meditacijo od Mihaela za spuščanje eteričnih vezi, recimo, ki te čaka v moji meditacijski sobi, vzam še karto, daj si jo na trebušček, sodeluj s karto, ne? Recimo vsi tisti, ki imate radi kristale, ne, pa ste recimo ljubitelji kristalov, kart, seveda sodeluj, ne, lahko vsak kristal, ki je skladen z določeno informacijo, tudi oplemenitiš z tem, da sodeluješ s karto, da daš kristal gor, recimo, in povečaš. Ne. Tako da to. Karte, varuhi zavesti so od danes dalje na voljo za naročilo, za nakup. Tako da vse, kar moš narediti, je, da klikam na link, ki je tukaj v komentarjih, pa zgoraj, oziroma tukaj nekje zraven tega videa in karte naročiš. V božanskem času mi bomo ekstra skrbni, da ti jih čim prej damo na pošto, zato da jih dobiš čim prej v roke. Potem pa prosim, dajte se poslikati s kartami, označite me, zato da vidim, kako jih uporabljate, da vidim, kam vse te karte gredo, zato da bodo povečale svetlobo in prinesle jasnost vsem nam. In komaj čakam, da naročiš svoje karte in da tale paketek kart, jih bom zdaj kar lepo pospravila, pride do tebe v tvoj nabiralnik in začneš sodelovati z varuhi zavesti. To so res energijsko izjemno močne karte in se bodo v tvojem življenju začele dogajati božanske transformacije. In komaj čakam, da postanejo varuhi zavesti tvoji najboljši prijatelji na poti kreacije, zavestne kreacije tvojega življenja. Tako da za vse karte naročite na linku zgoraj ali pa nekje tukaj okrog oziroma na moji spletni strani tjašadrelaj.com. Hvala, da ste bili danes z mano. To sem skreirala skupaj z Anjo Tim Zojo za vas, zato da vam služi v vaši duhovni praksi, v dvigu zavesti in da zaživimo v še večji jasnosti. Hvala vam, rada vas imam. Nočko.